Tega Suzukija pa smo imeli toliko časa na testu, da smo ga res dobro spoznali. Sam sem prav vesel, da se je tale japonska znamka vrnila na naš trg in to s tem finim avtomobilom. Suzuki SX4 S-Cross je v bistvu super paket, čeprav bi bil lahko samo S-Cross. Predolgo ime ima. In če sem ravno pri stvarih, ki pri avtu iz uporabniškega vidika sploh niso pomembne, pri prodaji pa še kako, ker danes itak vse kupujejo oči, se mi zdi, da oblika ni tako prepričljiva, kot bi lahko bila. Suzuki je v zadnjem času že večkrat pokazal hudo oblikovane prototipe, tako da bi lahko bolj pogumno oblikoval tudi serijske avtomobile. Tukaj pa se zdi, da preveč posnema najuspešnejše predstavnike tega majhnega razreda križancev. Od Qashqaia je recimo za 3 cm manjši, tako v dolžino, širino kot tudi medosno razdaljo. K sreči niti najmanj ne razočara tam, kjer sem vedno najbolj strog, med vožnjo. Ampak po vrsti. Najprej se boste srečali z motorjem in ugotovili, da je glasen. Ko se boste malo vozili, se boste na to navadili, se prepričali, da je dovolj zmogljiv, čeprav tako kot vsi turbodizli v spodnjih vrtljajih len in zato včasih na terenu neodločen pri speljevanju. Ko boste izpraznili premajhno posodo za gorivo in jo šli napolniti, pa boste ugotovili še, da je precej varčen. Kljub 4-kolesnemu pogonu ne porabi bistveno več od 6 litrov, kar je dober rezultat. Kot drugo boste ugotovili, da ima prijeten menjalnik s precej natančnimi gibi, ki pa se precej zatika, ko je hladno, tako kot zdajle. Potem se vam bo zdelo podvozje precej čvrsto, kar pomeni kar trdo, včasih tudi glasno blaženje na slabih cestah, zato pa v bistvu zelo dobro lego na lepih cestah, tudi po zaslugi 4 vodilne preme zadaj. Mislim, da ima tale SX4 S-Cross ene najboljših voznih lastnosti med temi majhnimi križanci, kar je navadno lastnost, ki jo pri takšnih avtomobilih najbolj kritiziram. Tako da Suzuki očitno še vedno zna. Dober je občutek na volanu in tudi pogon se lepo in hitro prilagaja razmeram. Na slabših podlagah boste morda kdaj uporabili različne nastavitve, tudi lock, pri katerem je pogon stalni na vsa kolesa in deluje do 60 km/h, tako da temu Suzukiju manjka le ena pomembna stvar. Pomoč za spuščanje po klancu. Prva prestava je vseeno predolga in na zaledeneli cesti bi to še kako prav prišlo. S tem bi bil tole eden najbolj terenskih križancev, tako pa ga recimo Škoda Yeti še vedno pregaša. V kabini že v štartu nisem pričakoval kaj dosti. Več ali manj dolgočasno oblikovano armaturno ploščo in merilnike, vse skupaj ni na nivoju najnovejše evropske konkurence, je pa zato enostavno in uporabno, čeprav zelo moti, da se potovalni računalnik nastavlja samo tukaj. Odlična so tale odlagalna mesta med sedežema, za spremembo celo uporabna, če spet primerjam s konkurenco, in od slednje ima tale SX4 S-Cross tudi precej večji in uporabnejši prtljažnik, ki meri kar 430 litrov. Veliko prostora je še pod polico in tudi sama kabina je presenetljivo prostorna, celo zadnja klop ni utesnjena za noge, je pa za glavo, če ste visoki. In če želite uživati vsem, kar vidite na teh posnetkih, boste morali kar lepo razrezati svoj mošnjiček. Za 26 tisočakov vas bo ob akcijski ceni olajšal takšen Suzuki, da boste lahko imeli LED dnevne in sedemske luči, ki so na voljo samo pri tej opremi Elegance. Prav tako ogrevane usnjene sedeže in panoramsko streho z oknom. Morda bo koga zmotilo, da je poleg tega Fiatovega dizelskega 1,6 litrskega motorja na voljo samo še en, enako velik bencinski, z enako močjo, 88 kW. In to je to. Temu se reče enostavnost ponudbe. Na voljo so samo 4 paketi opreme in mogoče mi je ravno zato ta Suzuki všeč, ker je vse enostavno.